No takole, Minka Gantar z vami, zdaj bom kar od tukaj nadaljevala. Tukaj smo govorili, prejšnji video je govoril o tem, kako si pomagati pri nihanju razpoloženja, pri menskih valovih, pri težavah v meni. Zdaj pa od tukaj naprej pa gremo na kandido, ker ogromno ljudi ima težave s kandido. Kandida je zakisanost telesa, ampak v osnovi je kandida zakisanost misli. Dajmo najprej pogledati tehnično, kaj škoduje oziroma kaj hrani kandido. Kandida je glivica v črevesju. Zdaj pa, če mi si predstavljamo, da pojemo hrano in potem pride hrana v želodec, potem imamo pa tukaj črevesje in imamo tuj 12 metrov dolga cev, ki poskrbi za to, da hranilne snovi potem pridejo v celice. No in kandida se naseli v črevesju. Dejstvo pa je, da kandida lahko kolonizira praktično celo telo. Lahko gre po celem telesu in vsej sluznice se naseli. Vemo, ženske, ki imate vnetja, tukaj je zadaj kandida se je že naselila v nožnici. Prva stvar, kdor ima težave s kandido, mora črtati vse, kar je belo. Vse, kar vsebuje sladkor, vsebuje, pa tukaj ne govorimo o mlečnih izdelkih, ker lahko uporabljate fermentirane mlečne izdelke, kot je skuta, jogurt ali sirotka. Ne smete pa uporabljati, tudi na mleko lahko odreagirate, ne smete uporabljati, že sadje ima preveč sladkorja. No, da si boste lažje pomagali, si pomagajte z glikemičnim indeksom. Vse, kar ima glikemični indeks nad 30, za vas ni primerno, ker to futra kandido. Futra glivico, da si boste lažje predstavljali, mimo v črevesju približno 2 kg bakterij. In če zdaj te slabe bakterije prevladajo, imate napihnen želodec, črevesje, imate pline, zdaj pa pogledajte, jaz vam bom razložila po domače. Imate prce, brez vonja, samo nič ne smrdijo, samo napihuje vas. Medtem ko tisti, ko pa prde, ko spusti izpušne pline, ko smrdi po amonjaku, pa pomeni, da magnit je noter v črevesju. No in za tiste, ki imate kandido, kako preverite? Vzamete jutri zjutraj kozarec vode, pljunete noter prvo slino in če se potopi, pomeni, da imate kandido. In to pomeni, da bo treba delati nekaj na razstrupljanju telesa. Rekla sem že, stran vse belo, to je ta prva zadeva, nehajte jo futrati. Stran ves cukar, vso moko in najboljše, da date stran tudi gluten. Zdaj pa, kje je gluten? Glede na to, da večji del izmed nas pač nima celiakije, lahko se pa zgodi, da vas vsaka hrana napenja. In tukaj v tej knjigi, ta drugi knjigi, ko ima življenje žur, sem pa dala vse to, kar je oranžno, vsebuje gluten in to, kar vsebuje gluten, po večini tudi futra kandido. Tako da, pa si pa rečeš, kaj pa zdaj lahko sploh jem? Kaj pa sploh lahko jem? Ker ta vrenje, ki nastaja potem na podlagi kandide, pride noter tudi v možganske celice. In enkrat je bila ena gospa, imela je težave z jetri, prišla je na golnik in na golniku je rekel zdravnik, je rekel, ja, gospa, pit boste morala nehati. Ona sploh ne pije. In zakaj je prišlo do tega? Ker je imela tako hudo vrenje v jetrih, oziroma v črevesju, in jetra so pa stranski proizvod, alkohol, predelovala in je prišlo do notranje zastrupitve. No in zdaj, če pogledamo kandido, rekli smo, stran vse belo, druga zadeva, treba pa razstrup telo. Isto, kar tukaj, rabimo več C vitamina, silicija, B12, omege, kalcija, rabimo, zdaj pa ena stvar, ki jo pač naročite, vam je jaz ne morem pomagati, ampak jo rabite silicijev gel. Silicija, ogromno ga boste dobili s hrano, se pravi od zelene, brstični ohrovt, zelje, vse to vsebuje silicij, ampak ga bo premalo. Zato dajte si naročiti magari preko interneta silicijev gel. Res toplo priporočam. Poleg tega pa potrebujete omego 3, to vam bom pa dala od spodaj povezavo pod videom, in potrebujete kalcij z magnezijem in D3 vitamin, zato da vam pobere ven strupe.
Poleg tega pa potrebujete še se pravi C-vitamin, ki je za razstrupljanje. Tako da v glavnem, ko vidite, da imate kandido, da imate zastrupljeno telo, boste mogli podpreti telo s tem, da nehate zastrupljati telo. Zraven je pa pomembno, da začnete piti čaje. No in zdaj je to nadaljevanje prejšnjega videa, kjer sem hotela še govoriti, pa nisem očitno, o tem, katere čaje bi mogli piti. Poglejte, zelo pomembno je, da začnete piti čaje iz ognjiča, melise, timijana, armana in sploh arman je tisti, ki čisti notranji nemir, ki čisti telo. To je krtača za naše telo. Arman se pa priporoča tudi takrat, ko imate neredne menstruacije. Zdaj moški ne se bati, da boste od armana dobili kakšno menstruacijo, ampak dejstvo je, da arman vpliva na to, da počisti notranje organe vseh strupov. Potem zelo dober je plešec. Plešec deluje prav na ta predel, da ga čisti. In zdaj, glejte, tudi tukaj, glejte, zelenjava, ki se priporoča v primeru, da imate težave s hormoni, ampak tudi zelenjava, ki se priporoča, če imate težave s kandido. Se pravi zelje, brokoli, redkvica, cvetača, koleraba. Vse to je pametno uporabljati, zaradi tega, ker to razkisa naše telo. Še en čaj vam priporočam, takrat, ko imate težave s kandido. Prosim vas, najte si čaj iz zlate rozge. Zlata rozga je zelišče, ki počisti od znotraj, ki deluje na zmanjšanje delovanja oziroma na umiritev kortizola, na umiritev nadledvične žleze, kjer se proizvaja stresni hormon. Poleg tega pa čisti od ščitnice, ščisti notranje organe in pomaga pri tem, da več strupov gre iz telesa. Tako da poskrbite na ta način za svoje telo in boste videli, telo vam bo hvaležno, predvsem to, vrnil vam bo z ogromno zdravja, dobrega počutja in dobre volje. In zdaj, glede na to, da kandida je zastrupljenost misli in telesa, bom pa še eno karto prehod v novo dobo potegnila, da vidimo, kakšno je pa sporočilo kart prehod v novo dobo za takrat, ko je telo preveč zastrupljeno in ko je treba nekaj narediti. Da vidimo. Tole je prišlo ven. Moj duh je miren. Povezana sem z izvorom. Ja, tukaj je problem. Ne mir duha. Enostaven človek je cel raztreščen. Karta 24 je molitev in meditacija. Zdaj poslušajte. Jaz sem ženska in sem blagoslovljena. Blagoslovljeni so vsi, s katerimi prihajam v stik. Blagoslavljam vse, kar si želim, da se izboljša. Napolnjuje me božanska svetloba, ki se preko mene steka na zemljo. No, vi, drage boginje, poskrbite za to, da pridete v to obdobje modre ženske. Beseda, ki mi gre skozi možgane, je nepoškodovane. Nepoškodovane, oziroma, če smo se pa že poškodovali na tej poti, pa poskrbite za obnovo. Naše telo je svetišče, ki se lahko samo pozdravi, obnovi. In molitev in meditacija, to je za mene eno in isto. Usmerjajte v mir svoje misli, vi ste komandant svojih misli, ne si dovolite, da vas posrka negativa, ker to je vaša odločitev, kam boste, čemu boste dajali pozornost. Dajte pozornost samo lepim stvarem, tisto, kar želite, da se veča. Dajte vse pozornost tistemu, kar si želite, da se veča. V glavnem, vi ste boginja na tej zemlji in ustvarjate novo dobo. Imejte se rade in vsaka sprememba je dobrodošla in preko sprejmemo dejstvo, da edina stalnica v življenju je sprememba, lažje bomo šli naprej. Tako da uživajte, imejte se radi.